Danes bomo govorili o osnovah samozdravljenja. Pozdravljeni borci, soborci. Govorimo o osnovah samozdravljenja oseb, ki pridejo do nas. To so osnove, od katerih štartajo vsi, ki se zdravijo za rakom, multiplo, Parkinson, vseh avtoimune bolezni oziroma vseh rakov. Za razliko pri drugih boleznih od raka in diabetesa je samo razlika jantarja oziroma CBD namesto THC-ja. THC zdravi, CBD lajša za vse tiste, ki se sprašujete, kaj res pomaga. Vsak dan srečamo en kup borcev in vsem pravimo isto, oziroma vsem pravim isto. Najbolj uspešno zdravljenje je celostno. Od več stvari odvisno tvoje stanje. V prvi vrsti je dobro ugotoviti vzrok težav, pa te odpraviti. Morate pa se zavedati, da je vsako bitje individuum in vsak potrebuje svojo osnovo. Od te lahko samo štartate. Prva zadeva, ki je zelo pomembna, je volja. Toliko ljudi na svetu, toliko je resnic, moja resnica ali pa Duletova resnica je nekaj čisto drugega, kar je vaša resnica. Če bi moj sorodnik imel hudo bolezen, bi sam napisal list papira, spodaj podpisani ta in ta, garantiram, da bo imel moj prijatelj isto kvaliteto življenja po vaših terapijah. Če dobimo podpis, gremo v vojno z njimi, če ne, vemo, kam pes taco moli. Zavedam pa se, da je to v bistvu težka zadeva, ki jih govorim, in v bistvu morate biti močni, da se spravite v tako vojno s sistemom. Raje zaupajte svojim sorodnikom, ljudem, ki vas imajo radi, kakor pa zdravniku, ki vas vidi mogoče 2-krat ali pa 3-krat na leto. Če imate mogoče preveč denarja, si raje privoščite zasebno zdravstvo, ker s tem domačim javnim zdravstvom ne boste veliko dosegali oziroma boste prej šli tja, ki gre večina rakavih bolnikov, katere spoznamo. Druga zadeva, ki je zelo pomembna, je prehrana. Vse živalske maščobe črtati z jedilnika, kar pomeni tudi ribe in ribji izdelki in mleko in mlečne maščobe. Zakaj mleko in mlečne maščobe? Najdlje so povezave med prsnim rakom, rakom rodil in mlečnimi maščobami. Najmlajše punce s tem problemom, ki so do nas prišle, so imele 14 let in borke so še vedno med nami. Zakaj ribe ne? Težke kovine, radiacija, plastika. Ampak rajš ribe kot bel rdeč meso, ker grejo ribe in morski izdelki prej čez telo. Vse živalske, vse bele stvari. Moka, sladkor, sol, riž, tobak, alkohol, kava. Gremo kar na sladkor. Jaz bi na vašem mestu veliko rajš kot kristalen sladkor konzumiral melaso, javor, agavo, v najslabšem primeru med, ker je lažje prenosljivo za telo, kakor pa kristalen sladkor. Sol uporabljam piransko, če piranske ni, uporabljam tuzlansko, hvarsko, tista, ki je naredila manj poti kot himalajske, saj nisem iz Himalaje. Vse živalske, vse bele stvari. Moka, sladkor, sol, riž, tobak, alkohol, kava. Kavo zamenjamo za čaje. Vse pražene, zažgane stvari kisajo telo. Tisto, kar imam najraj, tisto je v bistvu najslabše. Alkohol zamenjamo za vodo. Tobak zamenjamo za čisto konopljo brez kjerkoli derivata in tako tudi nehamo kaditi. Veliko sveže zelenjave in sadje, ker se le tako vračajo encimi nazaj v naše telo. Vsem rečemo presno veganstvo, ampak večina rakavih bolnikov, katere srečamo, to so starejši ljudje 50-60 let in pravimo, da naj poenostavijo, da naj poleg mesa, ki ga jejo, dodajo en kup solate, da balansirajo kislost v telesu, da naredijo bazo na koncu koncev. Ne rabite se pa odpovedati ničemur, kar vam pač polepša življenje, sam omejujte zadeve oziroma zmanjšite zadeve. Morate vedeti, da je pri prehrani še en kup terapij, katere predlagamo borcem. Gerson, Budvig, Brois. Urinoterapija, klistirje. Raje od klistirjev bi delal poste. Visoke doze C vitamina, zeolita. Te dve zadevi ubijata delovanje THC-ja, zato bi predlagal, da delate en mesec terapijo z konopljo, en mesec z visokimi dozami C vitamina
in naslednji mesec visoke doze zeolita in tako ponavljate mesece. Morate se zavedati, da v Nemčiji že več kot 10 let zdravijo rakave bolnike z visokimi dozami C-vitamina zelo, zelo uspešno. Poleg vseh teh terapij ste jih verjetno slišali malo morje. Jaz mislim, da od vsake terapije, ko jo boste slišali, vzamete to, kar vam paše, ne kar je pasal tistemu, ki je to pisal. Namreč vsako bitje je individuum, vsako bitje sprejema svoje odločitve oziroma svoje terapije. Poleg prehrane, ki je zelo pomembna, ful je pomembna samooskrba, tisto, kar na vašem vrtu zraste, so pomembne energije okoli nas, tam, ko živimo, tam, ko spimo. En kup bioenergetikom pomagamo, ko so nas naučili, da so vodovodi, daljnovodi in Hartmannov križ slabe energije. Zakaj se gre? Če se zjutraj zbudite naspani, boste lahko normalno reagirali čez dan, če ne boste pa gledali na uro, daj gremo lahko spat, da bomo pol kaj od dneva imeli. Od Avstrije do skandinavskih držav imate zaposlene radiesteziste. Preden zgradite hišo, pridejo oni do vas pa rečejo ja ali pa ne. Na koncu tudi za žival rečejo, če ni dobro. Ta zadnja zadeva, ki je zelo pomembna, je pa ta odvisnost od konoplje, ki se v bistvu vsi starši bojijo. Odvisnost od konoplje in njenih derivatov je manjša kot od kave ali pa čajev. Pa lahko borci poenostavimo, ne? Pa pomislite, od česa ste prvo odvisni, drugo, tretje in tako naprej. Seveda, brez dihanja, brez kisika nas tukaj ne bi bilo, ne? In morate razumeti, da poleg pljuč imamo vsi vretenčarji na svetu endokanabinoidni sistem. Temu sistemu pravimo sistem za samo zdravljenje vašega telesa. Ta sistem je sestavljen iz 5 receptorjev, danes govorimo o 2. CB1, ki sprejema THC kanabinoide, CB2, ki sprejema CBD kanabinoide, s pomočjo katerih se moje, tvoje ali pa od Duleta telo samo zdravi. Več konoplje skonzumirate, boljš bo za vaše telo. Podhranjenost tega sistema se začne pa takrat, ko mame nehate dojiti otroke, namreč v materinem mleku je največ CBD oziroma THC kanabinoidov, oziroma ko nehamo jesti omega-3, poudarek je na 3, 6, 9 nenasičene maščobe, zaradi katerih se ti proizvajajo rastlinski kanabinoidi v jetrih. Jaz mislim, da vsaka slovenska družina ali pa vsak Balkanc na Balkanu ali pa vsi po svetu, če hočete, je dobro, da si nabavite konopljine olje, pa ga pijete zjutraj ali pa zvečer, oziroma takrat, ko je pač vam volja, da mogoče jetra začnejo proizvajati tisto, kar je najbolj pomembno za naše telo. To so osnove, katere povemo vsem, ki pridejo do nas in nas sprašujejo, kako začeti z zdravljenjem. Simpsonovi so nekako prikazali prvič meni javno, da je glavkom, nam rekel zdravljiv, ampak vsekakor pa ostane očesni pritisk v mejah normale. Za razliko, če ne bi kadil, se mi je zgodilo nekaj časa, sem videl mavrice. To pa pomeni že hudi pritisk v očeh, kar pa pripelje do slepote. Pole se je kakor bolj škoditi. Več načinov konzumiranja je in vsako konzumiranje je dobro za nekoga. Vse, kar bom povedal, je teorija, ker v praksi ljudje ne upamo nič od tega narediti. Vse, kar je povezano z vagino rodili, je najbolj nares vaginalno svečke. Tukaj ciljam na tumorje, na ciste, na afte, na koncu samo užitek. Lahko povem za učiteljico klavirja iz Ljubljane, ki je imela ciste na maternici, pa smo ji predlagali THC svečke, s katerimi se je pozdravila, da ni šla na operacijo. Vse, kar je povezano z falusom, modi, od mod do anus odprtine, vse, kar imamo spodaj. Anus odprtina in vse bolezni, ki izhajajo z nje, kar je povezano s prehrano, z razmišljanjem. Artritis, luskavca, revma, kolitis, Kronova bolezen, vsa vnetja črevesja, okvara notranjih organov, hrbtenjače, hrbtenice, možganov in bolezni teh. Multipla, Parkinson, demenca je najbolj rektalno. Rektalno, vaginalno
je v teoriji najbolj uspešno. Zaradi tega, ker je občutek v glavi do 20krat manjši in telo dobi od 70 do 90% zdravilnih učinkovin, kar je v bistvu največ. Ampak preden delamo rektalno, vaginalno, delamo oralno, da spoznamo konopljo, njene učinke, kaj je sposobna, da lažje zaspimo in tako naprej. Oralno je sicer samo do 20% zdravilnih učinkovin. Največji problem je kislina v želodcu, pa jetra pa ledvica. Ampak oralno je zelo pomembno za vse nas zvečer, da gremo spat, ker ko glava neha delati, gremo spat, regeneracija telesa, samozdravljanje, ker drugače v bolečinah razmišljamo, kdaj bomo spali, pa kaj bomo kaj delali. Kajenje je 10% bolj učinkovito kot oralno konzumiranje. Kajenje priporočamo vsem, ki imajo zagonne bolezni, kot so multipla, Parkinson, demenca, sladkorna depresija. Samo pri depresiji bi raje predlagali CBD kanabinoide kot THC. Po kajenju imamo še vaporiziranje in mazanje, ki pa je 50 do 60% zdravilnih učinkovin. Veliko ljudi me vpraša, a je to sploh smiselno, pa vedno rečem za tiste, ki so v zadnjih stadijih na poslah, ki čakajo svoj, konc, je pametno, da date na flajšter pa na kožo in mogoče upate, da bo to pomagalo. Morate vedeti, da je v bistvu največji organ koža in glih tako absorbira kanabinoide, ki samo zdravijo telo. Pri vseh načinih konzumiranja priporočamo konzumiranje lecitina. Konopljin, žiten, sončničen sojin lecitin veže kanabinoide na receptorje CB1, CB2 do 300krat boljše. Če pa dodate konoplji še lecitin in maščobe, na katere se vežejo kanabinoidi, pa zadeva močneje deluje. Ljudje, ki so delali na ta način, so veliko manjše količine jantarja potrebovali kot tisti, ki so samo metali vase in niso vedeli, kaj delajo. Najbolj pomemben pri terapiji je, da poslušamo telo in pišemo dnevnik. Tvoje telo, tvoja pravila, raj pravila duleta, mame, očeta, brata, kakor pa zdravnika. Dnevnik pišete zato, da lahko pogledate za nazaj, kaj se je z vami dogaja. Na koncu ta dnevnik pomaga vsem našim zanamcem, ki pridejo za nami. Povedal bom 3 terapije, bolj kot ne so te terapije iz Amerike oziroma iz Kanade, tako da morate razumeti, da pri nas na Balkanu so količine jantarja pri rakavih bolnikih, moških, veliko večje, kot pa pri ženskah. V 90 dneh pojemo najmanj 60 ml konopljinega jantarja. Tole pred vami, kar vidite, je 3 ml jantarja. To je enako 30 gramov konoplje, tako da boste vedeli, da ne pojete to 1, 2, 3. Ljudem, ki gre na kemo ali pa obsevanje, predlagamo 2 terapiji. Prva terapija je za ljudi, ki kupujejo na črnem trgu ali pa še ne delajo svoje samooskrbe. Da pojejo toliko, da ubijajo stranske učinke kemoterapije obsevanja. Ko končajo njihove terapije, pojejo 30% več jantarja, zaradi tega, da mogoče telo spravijo do 10-20%. Ljudje, ki imajo veliko svoje samooskrbe ali pa preveč kapitala, tem ljudem predlagamo, da velike količine jantarja jejo tudi med kemo in obsevanjem. Namreč lahko jih zdravniki dajo na pregled in po pregledu ugotovijo, da je s človekom vse v redu in da ne potrebuje več njihovih zdravljenj, kar je nam zelo pomembno. In isto kot pri prejšnjih, ko končajo njihovo zdravljenje, začnejo s 30% več jantarja. Zadnji stadij bilo katere bolezni potrebuje čez celo terapijo 100, 200, 300% več jantarja. Danes si, jutri te ni. Gremo na osnovno terapijo, od katere vzemate, dodajate, kolikor vi želite, lahko prvi teden podaljšate v 10. teden ali pa delate, kolikor vam mi pravimo. To terapijo, ki bom povedal, je najboljša terapija tako za multiplo raka, kot za diabetes na koncu. Govorimo najboljšo terapijo za nas, vi delate pa tako, kot mislite, da je vam najboljše. V 90 dneh 60 ml. Prvi mesec 10, drugi 20 in tretji 30 ml. Postopoma zadeva raste iz tedna v teden oziroma iz meseca v mesec. Zvečer vedno predlagamo
vsaj 2 uri po večerji in oralno. Terapijo pa vedno začnemo zvečer, zaradi tega, da prespimo vse tiste tegobe, ki nas mučijo. Zakaj vsaj 2 uri po večerji? Ker se konopljin jantar presnavlja na koncu kot maščobe. Poližemo prst, da se jantar ne prime gor. Namažemo gor na prst za riževo zrno, ki je v obliki basmati razkuhanega riža. Takole. Ker je previdnost mati modrosti, na začetku raje manj kot več. Se pravi, raje četrtino riževega zrna kot riževo zrno. Namreč tole riževo zrno je enako lahko gramu ali pa 2 gramov konoplje, kar je zelo previdno za vse vas, ki se bojite konoplje, da bi konzumirali, da tole vzeli tisti, ki ste ful občutljivi, bi se na koncu ukvarjali s svojim strahom, ne pa z boleznijo, ki vas razjeda. Se pravi, četrtino riževega zrna, takole, in to damo pod jezik, kjer imamo ježično žlezo oziroma aorto. Zobmi dajemo dol, da vse dobimo v telo. Ko začutite, da je Borut Pahor človek, pol ste verjetno malo pod dozo THC-ja in teh substanc, začnete večati količino. Vsekakor, dokler ne začutite, da so naši politiki ljudje, ne večate količine, to je zelo pomembno. Ko začutite, začnete večati in večate seveda. Zakaj zvečer oralno? Zaradi tega, da možgan pozabi vse tegobe, ki so vas pripeljale do raka in do teh problemov, da greste spat, da imate regeneracijo telesa in da se samo zdravljenje začne. Zdaj, tisti, ki imajo probleme v možganih, zmeri predlagamo, da mažejo na zgornji del ali pa gnitje zob in druge stvari, da ne pride do možganov, katere najbolj potrebujemo. Drugi teden. Ponoviš prvi teden in dodaš zjutraj, spraznemo črevo in damo v črevo svečko. Vedno pravimo zjutraj za svečke, zaradi tega, da človek ostane čez dan človek, oziroma človek, pa da telo dobi od 70 do 90% zdravilnih učinkovin. Se pravi, da je občutek v glavi do 20krat manjši in da telo dobi največ, kolikor lahko dobi. Drugi teden gremo v vojno, ker smo se prvi teden božali z božanjem, ne bomo dosti dosegali, po mojem. Tisti, ki ne morete rektalno, vaginalno, lahko oralno ali pa mažete kožo na koncu. Koža je še vedno boljš kot oralno, tako da odločitev je itak vaša. Tretji teden. Ponovite prva 2, se pravi zvečer, zjutraj dodamo še popoldansko svečko in v roku 3 tednov pridemo 3krat na dan. Tisti, ki boste ugotovili, da je to rektalno zelo uspešno za vas in vašo okolico, predlagam, da tudi zvečer dajete v rektum oziroma v vagino svečke. To je v bistvu isto kot, bom rekel, pitje ali pa karkoli drugega. Je stvar dojemanja vsakega posameznika, nekateri potrebujejo veliko večje količine kot drug. Ko pridemo 3krat na dan, količino samo še večamo. 4. teden je isto kot 3. teden, ker nič ne piše na naši strani sksk.si, kako poteka zdravljenje. 5. teden, začetek 2. meseca, ker gremo iz 10 na 20, količino povečamo enkrat in pridemo na 2 riževa zrna zjutraj, popoldne, zvečer, zjutraj, popoldne, zvečer. Od 5. do 9. tedna delamo isto. Tisti, ki pač ne morete, nadaljujete tako, kot lahko. 10. teden, količino spet spremenimo, ker gremo iz 30 na 60. Količino še enkrat povečamo in pridemo na 4 riževe zrne zjutraj, popoldne, zvečer, zjutraj, popoldne, zvečer. Verjetno se vas veliko sprašuje, kakšne količine jantarja so to. V mojem primeru, ko zdaj ven govorim, je to 1,5 ml. Ampak probajte razumeti, da je večino tega jantarja v sluznici. Anusu oziroma maternici zelo malo je oralno, tako da človek mogoče zvečer zaspi. Ko končamo uspešno opravljeno intenzivno terapijo, katere čas je neomejen glede na stanje bolnika in njegove bolezni, nadaljujemo z vzdrževalno terapijo, ki je doživljenjska. Zakaj je doživljenjska? Zaradi tega, da ne zakisate svojega telesa. Zaradi tega, da ohranite nivo baze v telesu, ne da se rak, multipla, Parkinson, epilepsija ali pa diabetes in depresija posledično vrnejo.
Razlika intenzivne vzdrževalne pa samo v tem, da intenzivno delamo večkrat na dan. Lahko tudi 100krat na dan, vzdrževalno delamo samo enkrat na dan in količine vzdrževalnega na mesec so od mililiter do 2 oziroma tudi 5 ml. To je odvisno od stanja bolnika in bolezni, katere je premagal. Vsem sorodnikom, ki so zraven bolnika, predlagamo preventivno terapijo. Se pravi, bolniki, ki so premagali različne bolezni, delajo vzdrževalno terapijo, ljudje zraven njih, da zdržijo vse te pritiske, delajo preventivno terapijo, namreč slabo stanje človeka, ki ga imate radi, slabo stanje cele družine. Dobro stanje človeka, ki ga imate radi, dobro stanje cele družine in vaše okolice. Pri anevrizmi mi je bila pa stvar, sem imel tudi anevrizmo, mi je bila pa stvar jasna, da bo to meni pomagalo, ker me bo spravilo nekako iz tistih afektov po operaciji, ko sem slišal zvonjenje, ko se je ulegel srednje uho nazaj. Mi je tole pomagalo, da sem hitreje prišel nazaj v kondicijo, pa Sudoku. Tebi je to dobro, ja. Krči so me minili po 2 letih, mogoče tudi zaradi odhoda v indijansko savno. Ampak predvsem pa uporaba konoplje se mi zdi pa zelo pomembna za vse posameznike brez izjeme. Kar nisem povedal, pa se mi zdi zelo pomembno. Poleg vse samooskrbe, ki jo naredite itak zastonj, pri sebi doma, imate tudi kar nekaj zastonj terapij, bom rekel. Ena od terapij, ki je splošno znana, je korenina od regrada. Potem imamo industrijsko konopljo, iz katere lahko delate smudije, lahko jo pa tudi džusate. Kaj pomeni džusanje? Aparat slow juicer, ki počasi vrti in žusa vse sokove rastline ven in tisti sok vi pijete. In tako dobite sveže encime v svoje telo. Grenke stvari, kot so radiči, glih tako lahko džusate in pijete te sokove. Oziroma bo stric Google, internet povedal, kaj vam zna pomagati zastonj. Ni pomemben, kaj kupite, ampak kaj dajete vase, na kakšen način. Predvsem jaz mislim, da se lahko zdravite z znanjem, veliko več, kot pa s tem, kar boste kupili pri komorkoli. Neznanje ubija, znanje pa rešuje. Tako da borci, pejte v akcijo. To je za današnjo oddajo vse. Iskrena hvala vsem borcem, ki nam pišete, ki nas sprašujete, vsakmu bomo odgovorili. Naročite se na nas kanal, delite vse naše objave okoli po spletu in snemali bomo še dalje, ne? Ful več in več, tako da spremljite nas. Ja, polim pa res sam še adijo, ne? Ajde, čau. Bravo.